zato smo tukaj, haleluja. Kad nas je on odrešil, zdravil, osvobodil, haleluja. Reci svojemu sosedu, danes je čas za. Haleluja. Da sprejmaš še več, haleluja. Danes bom govoril o duhu moči, ki bomo kul sprejeli Božji dinamit. Tako da vse, kar kol rabaš, verjem, da boš danes sprejel. Amen? Dem pa Veronika pa rečem, se danes spet znamo. Drug teden bojo oni imeli besedo, danes bojo imeli pa samo par minut, bojo imeli še kruh pa vino postavljeno, ko bojo oni ta čas imeli. Ja, dajmo skupaj slaviti Jezusa, lahko skupaj ustanemo, bodite svobodni v slavljenju, kdorkoli, če te moc strong, lečeš oblak, splet, kjer vmec, našem stolju. Hvala ti, Sveti, mi te vabimo danes, da narediš vse, kako človek ne more narediti. Gospod, molimo za nadnaravno, moč Svetega Duha, da deluje, mi smo odvisni od tebe, Sveti Duh. Mi nič ne moramo sami narediti. Jezus, mi te rabimo, dobrodošli si, izli svojo slavo na nas, povežno si moči Duha, da svežemo vsako silo tebe, in razvezuje moč Svetega Duha na nas, danes, deluje tako, kot še ni prav.
svojo krvjo dosegel večno odkupljenje. To berem zdaj iz Hebrejcev, pismo Hebrejcev 9. poglavje. Hvala ti, ker si ti dosegel večno odkupljenje svojo krvjo. Hvala ti, Gospod. In da si ti preko svoje žrtve odpravil greh. Tako se je tudi Kristus enkrat daroval, da je odzel grehe mnogih, drugič pa se bo prikazal brez greha. Dajmo vzeti kruh pa vino. Dajmo pozabiti kruh pa vino, se spomnimo, kaj je za nas, da je držimo to v misli, da je Jezus v svojih grehih. Father, thank you for the body of Christ that has given us healing in our bodies and wholeness in our entire being. Hvala ti, Gospod, ker si ti s svojim telesom priskrbel naše zdravje in popolnost. Therefore, I bless the bread in Jesus' name. I bless the bread in Jesus' name. Jaz zdaj blagoslavljam na kruh v Jezusovem imenu.
lahko mi zdaj uživamo tvojo prisotnost. Thank you for washing away every sin. Hvala, ker si ti umil vsak greh in izbrisal. The blood of God. In Jesus' name. Zdaj pa proslavljamo to kupico v Jezusovem imenu.
ti za duha moči. Hvala ti za karakteristike svetega duha, ki jih hočeš impartirati v naše življenje. Haleluja. Hvala ti. A vam je sveti duh kaj svetoval prejšnji teden? A je svetoval, kaj je deloval? Haleluja. Kdo od vas se zbudil, pa si naenkrat imel na svetu svetega duha? Jaz verjamem, da vam je Bog govoril prejšnji teden, fulejnih na svetu. In danes si bomo pogledali naslednjo karakteristiko svetega duha in to je moč. Haleluja. Recimo mu sosedu, Bog ti je dal duha moči. Bog ti je dal duha moči. Ful pomemben, haleluja. Bog ti je dal duha moči. Cerko, jaz sem študiral teologijo 2 leti, na teološki šoli sem bil in pol sem imel odločitev, ali bom teolog, ali grem še naprej, da bom diplomiran teolog. In pol še naprej sem imel že vse plačano, ful dragi šoli v Ameriki, da bi tam delal doktorati, ne vem kaj. In pol sem Boga vprašal, ker nekako se mi je zdelo, da teologija ni glih to, kar ima Bog zame, ampak da rab nekaj drugega od mene. In pol sem ful molil in nekako sem čutil, da moram po veri iti ven iz šole, da imam dosti 2 leti teologije, da je boljš, da grem zdaj v prakso, da je boljš, da grem služiti Bogu in hodim v duhu, kakor da grem neki ful globoke teologije. In pol sem ful ga iskal in molil in pol sem dobil tale citat. Poglejte si 2. Timoteja, 3. poglavje, govori, kakšne bojo ljudje v poslednjih časih. In piše, koliko bojo ful sebični in vse živo. Ampak pol, tole pa meni govoril, da ne grem ven, da imam dosti 2 let. Je bilo pa v 5. vrstici. Prav, držali se bodo zunanje oblike pobožnosti, zanikali pa njeno moč. Haleluja. In kaj je pol naslednji citat prav? Teh imaš dosti 2 let. To piše, teh se izogibi. Dosti imaš 2 let. Okay. Gremo naprej. Ker nobenega teologa nisem videl v cerku, ker me je tam učil, da bi ozdravil bolnike. Ampak so vsi bili na nekih tabletah in tako naprej. Cerko, mi rabimo moč. Recimo si, ti rabiš moč. Dajmo si. V Izaiji 11.2 je naš ključni citat, je Izaija 11.2. Na njem bo počival duh Gospodov, duh modrosti in razumnosti, duh nasveta in moči, haleluja. Haleluja. Nikjer ne piše in teologije, ampak in moči, haleluja. Haleluja. Recimo sedu, še moč, še haleluja. In seveda v stari zavezi bomo samo en citat pogledali, da boš videl, da ta moč deluje v naravnem svetu, haleluja. Sodniki 16:28. Sodniki 16:28. Samson pa je zaklical Gospoda in rekel, Gospod Bog, spomni se me, prosim, in mi samo še tokrat nakloni svojo moč. O Bog, naj se maščujem nad Filistejci, vsaj za eno od svojih očes. In Samson je zgrabil oba središčna stebra, na katerih je slonela hiša, se oprl na nju, na enega svojo desnico, drugega svojo levico. Sprav en človek, navaden človek, je zrušil cel tempel. Uklenjen, samo roke ima frejn. Z eno roke prejel en glavni stebr, z drugo drug in je se bum. Zakaj? Ker je bila nadnaravna moč. Amen. To ne more človek, to ne more človeška kri, mišica, meso, ne more. In v novi zavezi cerkvi, dajmo si pogledati, kaj nam je Bog dal. Efežanom 3:16. Pavlova molitev za nas. Efežanom 3:16, to lahko moliš, to molitev pa iz 1. poglavja lahko moliš neki dni, daš sebe v prvo osebo. Naj vam da po bogastvu svoje slave, da se po njegovem duhu močno utrdite v notranjem človeku. Se pravi, Bog hoče, da si močen kje? V duhu.
Amen. 1. Korinčanom 2:3. Pred vami sem bil slaboten, v strahu in velikem trepetu. Moja beseda in moje oznanilo nista bila v prepričevalnih besedah modrosti, temveč sta se izkazala duh in moč. Haleluja, kaj je bilo? Ni ful modro pridigo, čeprav je bil filozof nad filozofi, Pavel Biloka. On je tudi s filozofi debatiral, ampak je prišel služiti Božjo moč. Tam, ko so ljudje odprti za Boga, haleluja, se je izkazovala moč Svetega Duha, haleluja. Skazala duh in moč. Zakaj? Zato, da vaša vera, 5. vrstica, ne bi temeljila na človeški modrosti, ampak na Božji moči. Če še nisi izkusil Božje moči, pa si v ful nevarnem stanju. Spet to izredno nevaren je, če si kristjan, pa da nisi izkusil Božje moči. Ker lahko, da boš prevaran. Lahko, ker hudič, on je ful zvid. Če tvoja vera sloni na razumevanju, na tvoji filozofiji in razumevanju Svetega pisma, to je ful nevarno. Ker to ni dosti. Ti rabaš doživljati Božjo moč. Amen. Ti moraš biti izpolnen z Božjo močjo. Amen. Ti rabaš nekaj nadnaravnega v svojem življenju. Če se ti nikoli ni nič nadnaravnega zgodilo, pa se ti more danes. Amen. Pa tudi, če se je. In tudi vam, ko se je že, naj se še več dogaja. Ampak v veliki nevarnosti si, če ne si še doživel nadnaravne moči, da greš danes vam brez tega. Ne je domov brez tega. Ker to ti Bog ti bo danes dal svojo moč. Amen. Danes. Če jo že imaš, boš dobil še več. Če jo nimaš, jo boš zdaj dobil. Vse, kar moš narediti, je verjeti. In mi se bomo strinjali skupaj s tabo, da si izpolnjen Svetega Duha. Da govoriš o novih jezikih. Da greš ven in te ni sram evangelija. Te ni sram Jezusa, haleluja. Amen. Pa da vas nisem zgubil, tako kot one tri, ki so v zatem sedeli. Koliko pesmi so obenotali, ste kaj gledali v bendu? Koliko? 2, 3? Dobro, nekaj je, haleluja. Zgleda je bila to porce, so lahko danes domov nesli, haleluja. Mogoče nove mogli spati, pa bo kumi čakali, da bo spet lahko še. Hvala ti, Jezus. 1. Korinčanom 4:20, 4. poglavje 20. vrstica. Božje kraljestvo ni v besedi, temveč v moči. Amen. Spravo, nekaj moraš doživeti. Rabaš pričevanje Boga v svojem življenju. Jaz se spomnim pred par leti, ko več nismo vedeli, kje bi se ljudje usedali, smo rabili tako več strukture v cerkvi. In pol nam je en človek pomagal. In pol na konc sploh ni imel moči, Božje moči, ker smo spregledali ta ful pomemben faktor. Ker ni dost, da ti dobro zgledaš, da znaš govoriti, da imaš karizmo, ti rabaš Božjo moč. In potem sem ga vprašal, pa kakšno je pričevanje v tvojem življenju? Ker ti brez pričevanja Božje moči, wow, kako lahko sploh si kristjan? Razumeš, jaz nobenega napisal, sam moraš reči, zbud se, rabam več. Amen? Ne samo biti kristjan, to, ko si slučajno prišel, ko te je nekdo povabil v krščanski center. Bod kristjan, ko si se srečo z Jezusom. Amen? Ker to je edina stvar, ki te obdrži čez poslednje čase. Amen? No te obdržali nobena kultura, pozabi to. Rabaš svojo izkušnjo z Božjo močjo. Amen? In to ti Bog ful želi, da bolj, kot si ti želiš, bolj, kot si jaz zate želim, si Bog zate želi, da si poln Svetega Duha. Amen? Da imaš njegovo moč. In pogled zdaj naprej.
Jezus je naš zgled, se strinjate. Jezus je apostolska dela 10:38. Veste, v Jezusu iz Nazareta, ki ga je Bog mazilil s Svetim duhom in z močjo. Amen. Prav postaja moč. Hodil je iz kraja v kraj, ter delal dobra dela in ozdravljal vse, haleluja, bravo, vse. Ne samo par takšnih manjših, vse, haleluja. Ozdravljal vse, ki so bili pod hudičevo oblastjo, iz kje prihaja bolezen. Ja, Bog je ni ustvaril, naj ti to dobro novico povem, da Bog je nezmožen ustvariti bolezen, haleluja, ko on je samo dober. Amen. Tako da se z veseljem upri vsake bolezni. Amen. Brez zadržkov se upri vsake bolezni. Se lahko komot upreš. Zakaj? Ker ni avtor bolezni Bog. Amen. V 2. Timotej 1:7 prav, Bog nam ni dal duha strahu, ampak duha moči. Se pravi, moč, duh moči te reši strahu. Amen. In ko si rešen strahu, si rešen 90% problemov. Amen. Poglej, kjerkoli smo problem, boš videl, da je strah nekje not. Ti ne vera, kaj ima not? Strah. Skrb, kaj ima not? Strah. Strah je diametralno nasproten veri in moči. Se pravi, Bog ti je dal duha moči, ljubezni in zdravega razuma. In zdaj poglejmo v Mateju 28, 18 do 20. Matej 28, 18 do 20. To je Jezusovo navodilo, medtem, ko je šel gor v nebo. Daje učencem zadnje napotke in prav, da nam je vsa oblast v nebesih in na zemlji. In tukaj je beseda moč. Ok, da nam je moč, ampak ta beseda moč je eksusija, kar pomeni avtoriteta. To ni moč dinamit, dunamis, ampak eksusija. Se pravi, ti imaš dve vrste moči. Prva je tale, to je prva moč, je avtoriteta. To takoj, ko Jezusa sprejmeš, dobiš moč, ki je avtoriteta. In pol, a sem vam povedal prejšnjič, kako sem babico srečal, ker se je drlo name, ko sem Jezusa sprejel. Moja babica, ki je bila skozi prijazna, dokaj nisem Jezusa sprejel. Jaz se v življenju nisem slišal dvigan glas. A vam nisem to prejšnji povedal. In pol sem prišel k njej na obisk. Po en mesec sem bil že kristjan. Ker sem se bal, čeprav je samo čez cesto od mene živela. Ampak sem vedel, da so to stari komunisti. In cerkev, čim je odprla vrata, jo je demon prevzel in je začela vpiti name. Jaz se v življenju nisem videl povzdigan glas na nobenega človeka. Kaj šele na njega najljubšega vnuka. Jaz sem vedel, da bo najboljši kosmisar, ki sem potem kaj. In cerkev, ona se je drla, jaz sem bil tako ful šokiran, ko sem vedel, to je pa nadnaravno. Ampak samo en mesec sem bil kristjan. In potem sem šel nekako okoli nje noter, ker sem mogel eno zelenjavo v kuhno tiskati. In ona me je tako sledila, tako bočno hodila do kuhne. In potem nisem se upal preveč blizu, da ne kakšne kremple mi dala v oči ali pa kaj. In potem naenkrat sem imel pa dosti tega cerkev. In sem rekel, spustil Satan. Se tako prsti žepa potegnil. Ko spustil Satan in jo je tako vrgel, ene 2 metra na uno kišto, ko ima je drva not za šporget. In se usela puf na uno kišto in je tako obnemela za ene 5 minut. Je bila čisto v transu. In jaz sem se usedel za mizo, ko je 3 metre stran od njih, ker sem se malo bal. In pol me je ful zanimalo, kaj bo z njo, ko bo vse prišlo. In pol ona pride k sebi. Kaj boš jedel, kaj boš pil? A boš tele piškote, ali boš unek? Kaj ne bo je? Kakšno moč imamo v njih? To je eksusija cerkev, ko imaš avtoriteto nad vsemi demoni.
Da nam je oblast v nebesih in na zemlji. In pol naslednji citat prav, pojdite, amen? Pojdite, haleluja. Se pravi, s to oblastjo pejt po vsem svetu, piše. In deli učence z vseh narodov, haleluja, amen? Vada, mi ne moramo nobenega spreobrniti. Lahko pa govorimo ljudem o Jezu. Lahko pa vzamo avtoriteto na demoni, ki se iza njih stojijo. Amen? Lahko se pa postaviš proti vsaki demonski sili, ki te hoče utišati. Haleluja. Amen? Zato je dobro, da prej moliš za ljudi, prej greš k njimi na obisk. Jaz za Barico ne, če se kaj molim. Ampak verjemite, da vsakič naslednjič, ko sem šel, sem najprej molil za sem pripravljen, sem bil že oborožen, ko sem prišel, da ta demon že poklekni takoj, ko sem prišel. Imaš eksusijo, ti imaš avtoriteto. Kako jo dobiš v Janezu 1.12? Janez 1.12. Janezu evangelije 1. poglave. Tistim pa, ki so ga sprejeli, je dal moč, da postanejo Božji otroci. Se pravi, ti si dobil avtoriteto, ker si sprejel Jezusa, da si Božji otrok. Amen? A lahko rečeš, jaz sem Božji otrok. Hudiče pod mojim nogam. Hudiče pod mojim nogam. Cerko, jaz sem imel enega kao duhovnega učitelja, preden sem sprejel Jezusa, ker smo imeli band skupaj. In on je bil satanist. Bil je malo na drogah, ampak duhovno je bil ful napredno, vse živo je bral. In jaz sem ga ful rad poslušal, ko sem bil lačen duhovnih stvari. In pol, ko sem jaz sprejel Jezusa cerko, ko je on takole me videl na 20 metrov, ga je že prbil v trebuh. 20 metrov stran je bil od mene na ulici. Rekel, Klemen, kaj si ti zgodil, povej mi. Sem rekel, Jezusa sem sprejel. In pol sem mu začel pridigati. In pol je rekel, jaz sem vedel, da mi boš ti resnico povedal. Pa skozi je on mene učil, razumem? In tako malo sem se ga bal, ker je bil tako male, ker demonski ljudje so tako malo duha kontrole imajo vedno. Malo ti težijo, malo so zoprni. Ampak, ko imaš ti Jezusa, si popoln ljubezni. Haleluja, je pa čist drug, to je čist drug duh. Ampak pol sem videl, jaz pojma nimam. Jaz samo 4 citate poznam v Bibliji, pa vam večjo oblast, kot človek, ki cel življenje bere magijo. Ko se cel življenje z duhovnostjo ukvarja, imam jaz po samo 3 tednih ful večji power con. Amen? Reči, jaz imam eksusijo. Jaz sem šerif. Haleluja, amen. V duhovnem svetu si ti šerif, ko imaš Jezusovo značko. Amen? Haleluja. Reči, jaz sem pravičen. Haleluja, se dobro počutiš, ko to rečeš. Reči enkrat, jaz sem pravična. Haleluja, haleluja. Ko imam značko, amen? Jaz imam značko pravičnosti, haleluja. Cerko, jaz sem bolj pravičen, kakor človek na zemlji, haleluja. Pred Jezusa. Bolj kakirkoli guru, ka mantra 24/7. Jaz sem bolj pravičen zjutraj, ko mi še z ust smrdi, haleluja. Ko ima značko pravičnosti, haleluja. To je eksusija, haleluja, amen? In zato lahko pa zdaj sprejemam dinamik. Zato bom pa zdaj vso oblast, da sprejemam moč, haleluja. Amen? Hudič nima nič na meni, ko bi me lahko zezil. Ko vem, kdo sem v Kristusu. Amen? Haleluja. Mene je moj sin vprašal, oče, kje piše v Bibliji, da moramo posnemati Kristusa? Sem mu rekel, še več piše. Piše še en korak nad to, da mi smo že takšni, kot Jezus. Kakor je on, smo tudi mi na tem svetu. Haleluja. Mi smo luč, je rekel Jezus. Haleluja. Luč sveta. Haleluja. Kdorkoli ima Jezusa, ima življenje. Ne posnema življenja, ima življenje. Amen. Cerko mi nič ne posnemamo, mi imamo Kristusa. Kristus v nas upanje slave. Amen? Amen. Haleluja. Ok, gremo se zdaj pogledati, kako sprejeti moč. Danes je da bez, da sta še Dan pa Veronika z nami, ker jaz še nisem videl toliko uspeha, ko imata one dva, ko molita za krst v Svetem Duhu. To še nisem videl. Če še ne molita, še celo na Koroškem
so ljudje sprejemali krst v Svetem duhu, ki je ful dolg in ni šlo. Tako da danes, če še ne moliš v Svetem duhu, če ne moliš v jeziki, ne je domov brez tega duha. To je tvoje. To ti Bog hoče. Pavel rekel, jaz želim, da vsi molite v jeziki. On rekel, jaz molim bolj, da bi vsi skupaj v jezikih in želim si, da bi vsi molili v jezikih in ne braniti molitve v jezikih. Tako to je res, to je v Judi 20 piše, da on moli v duhu se izgrajuje. Tvoj notranji človek se izgrajuje, ko moliš v jezikih. In lahko, da boš dobil en zlog danes, lahko cele stavke, karkoli. Ampak če še nimaš, pri danes naprej, bomo skupaj molili zate, še z eno Petroniko. Ampak dajmo si par citatov prebuditi. Marko 1.8, Marko Evangelije 1.8. Jaz sem vas krstil v vodi, govori Janez Krstnik. On, se pravi Jezus, pa vas bo krstil v Svetem duhu. Se pravi, Jezus te bo pa potopil, krst te potopil, on te bo potopil v Svetega duha. Marko 16.17. Tiste pa, ki bodo sprejeli vero, bodo spremljali ta znamenja. V mojem imenu bodo izganjali demone, govorili bodo nove jezike. Luka 11.11. In ljudje se bojijo, joj, kaj pa če bom molil neki, pa bom hudiča sledil. Ne boš, to, ker nisi častilc hudiča, razumeš? Pa nisi jehovci. Jehovci mislijo, ko mi molimo v jezikih, da častimo hudiča. Pozab, ti častiš Jezusa direkt. Ti govoriš v neznanem jeziku, direkt Bogu. Poglej si Luka 11.11. Ali je med vami oče, ki bo dal svojemu sinu kačo, če ga bo prosil za ribo? Ful dobro primerjava, ful praktično. Ali mu bo dal škorpiona, če ga bo prosil za jajce? Če torej vi, ki ste hudobni, dober nasvet, karakteriziruje Jezus, ko v primerjavi z njim cerkev. Je vsak od nas ful hudoben. Amen? Redko. Ker če to ne bilo rece, pa bi najprej mi vse dali drugim, pa bi še kaj zase nam ostali. Redko. In tako naprej. Mislim, ful je tega. Najprej bil, mislim, raj našel to. Ker ni konca, ker ne moramo priti do tega nivoja. Pa nikoli. Ker on je Bog. Če vi, ki ste hudobni, to je dobro, kar je dobro. Tako da ne se toliko sam sabo kvariti, ker raj se z Jezusom kvariti. Če vi, ki ste hudobni, znate dajati svojim otrokom dobre darove, koliko bolj bo nebeški oče dal Svetega duha tistim, ki ga prosijo. Amen? Se pravi, Bog je vedel, da bo ene ljudi strah. Te bo strah, kaj bo zdaj dobili? Ne bo strah, to ni magija. Okay? Magija, še nekaj, magija samo kopira to, kar Bog dela. Hudici še nič ni zmislil sam. On sam ponareja original. Original so pa Božji darovi, darovi Svetega duha. Amen? In ne rabiš biti v enem obsedenem stanju. Lahko si čisto normalen človek. Ne pomeni, da si zdaj nek full high level guru, ko moliš v jezikih. Šikraba senda reversinda rabartene. Meni so rekli, da pa ne moš kar moliti v jezikih, moš biti najprej full v duhu. Zakaj si nisem guru? Smem dar, lahko molim, kaj hočem. Ker moj duh itak hoče skozi moliti v jezikih. Ne rabim kurjo polt čutiti najprej. Ker jaz kurjo polt čutim tudi, če kakšno grozljivko gledam. Nisem je bil duhatem. A ste kdaj gledali to? Jaz, kad sem bil mlad kristjan, sem ful čakal, kdaj bo kurja polt mi dol po vratu stekla. In potem sem pa en čuden film gledal, pa vse tle isto kurja polt. Se pravi, Sveti duh ni kurja polt, haleluja. Amen? Je ful več od tega, haleluja, amen? Ne čakati kurja polt, da še molil v jezikih, haleluja. V doce in pri usta, haleluja, amen? Gremo. Apostolska dela 1.8. Toda prejeli boste moč, tukaj pa dunamis, prejeli boste moč. Ko bo duh prišel nad vas, se pravi, ne v vas, ker v njih je že prišel, ker je Jezus dihnil v njih. Oni so že bili na novo rejeni v tem trenutku. To niso bili ljudje, ki se morajo na novo roditi. Ne, Jezus je dahnil svojega duha v njih. Potem, ko je vstal mrtev. To vidimo na koncu Janeza. In zdaj oni tukaj čakajo, zdaj parafanče. Ko on jim je že prej govoril, Oče,
in jaz bova prišla živeti v vas po Svetem Duhu. To se je že zgodilo. Ampak zdaj je pa rekel, kam bo prišel Sveti Duh? Nad vas. Je pa na tebe pride. Jaz, ko sem sprejel krst v Svetem Duhu, spomni se vedel, da to obstaja. Jaz sem isti dan šele sem sprejel. Ampak jaz sem mislil, da me ena gospa z vodo polila, ker sem bil zunil, star Ljubljana, da je falila rože in je name pač na vodo palil. Sem pogledal gor, nobenega ni bilo. Ker naenkrat cerkev, nepričakovano, puf, je nekaj padlo name. In potem sem hotel samo se zahvaliti Bogu in sem rekel, arde diar, arde. Potem hvala Bogu je bil tam enkrat stan, pa je rekel, wow, Klemen, ti si krščen v Svetem Duhu. In potem mi je razložil, da je to v redu. Sem bil ful vesel, hvala. Ampak meni je to the best, ko vem, da si nisem jaz mislil. Ampak cerkev je spol 2 tedna, si nič več mi ni šlo. Samo arde diar, arde sem najel. Po mojem sem šel že ful na živce Bogu. Dajmo kaj, še kakšno besedo rekel. Nas ko se eno in isto ponavljal 2 tedna, kenguru. Še malo pa sem z glavo v steno začel zaletavati. Ker ni šlo, razumete? Ker sem bil toliko, jaz sem toliko zumom hotel vse razumeti. Cerkev pa proslavljeno enkrat. Ker smo pa slavili, sem pa začel peti v novih jezikih. Neomejeno in pa se rekel, da slov, molim. In po cerkev, ko sem začel moliti v jezikih, prvih 2 tedna mi je skozi lagal, da si jaz zmišljujem. Tako da ne skrbeti. Če boš mislil, da si zmišljuješ, si v dobri družbi. Okay? Jaz sem slišal, da en drumak še zdaj to misel doskrat. Pa je ful že koliko let kristjan. Jaz to nikoli več ne mislim. Jaz mogoče kdo drug misel, mogoče moja žena, ki ima kdaj kakšne čudne jezike. Ki je tako na pol kitajsk, na pol nizozemsk. Ampak mene vse, cerkev. Briga mene. Mene je važno, da moj duh moj. Mene je vse, kaj si to mislil. Ira basan, da rebe kindala basan. Ampak, lahko moram, kaj da hočem, kaj da. A ni to the best? Zakaj bi me udar, pa ga skrival? Malo jeziki, kaj da ti pače, kaj da. In danes, če tega nimaš, lahko spremljaš. Komo? Samo verjem. Mi se bomo strinjali s tabo, z Denom Podronikom. Sam rečeš, jaz. Ker oče ti nov dal kačo, če ga prosiš za ribo. No ti dal škorpiona, če ga za jajce prosiš. In valjda ti do svetega duha, če ga prosiš za svetega duha. Amen? Apostolska dela, kako so oni to sprejeli? Drugo poglavje, 3. vrstica. Prikazali so se jim jeziki podobni plamenom, ki so se razdelili in nad vsakim je obstal po eden. Vsi so bili napolnjeni Svetim duhom in začeli govoriti v novih jezikih. A lahko rečeš vsi? Vsi. Kakor jim je duh dajal izgovarjati. Apostolska dela, dajmo si še par primerov, samo na brzino pogledati. Apostolska dela 10:46. Slišali so jih namreč, kako govorijo v jezikih in poveličujejo Boga. To je bilo pri Korneliju doma, ki je Petra Sveti duh prekinil in pol piše, da so učenci videli, da je Sveti duh padel na pogane. In kako so to videli? Ja, slišali so jih, piše. Tukaj je odgovor, kako so vedeli, da je Sveti duh padel. Ja, slišali so jih, ko govorijo o novih jezikih. In poveličujejo Boga. Apostolska dela 19:6. Pavel je nanje položil roke in nad nje je prišel Sveti duh. Govorili so v jezikih in prerokovali. Kako je Pavel vedel, da je Sveti duh prišel na njih? Govorili so v jezikih in prerokovali. Ne piše, da je kdo dol padel, pa se tresel. Lahko da je, lahko da ni. Ne? Ampak to ni to važno. Važno, da govoriš v jezikih. Amen? Se pravi, vidimo, pri Korneliju Sveti duh sam pride. Pri apostoli, prvi učenci Sveti duh sam pride. In zdaj vidimo, Pavel polaga roke na njih in sprejemajo Svetega duha. Prvo pismo Korinčanom 14:2. Prvo Korinčanom 14:2 govori o duhovnih darovih. Kdor govori v jezikih, ne govori ljudem, ampak Bogu. Se pravi, niti treba razumeti. En dve pravi, lahko govori sam, če boš prevajal. Ni res, jaz lahko molim v jezikih. Eno je dar jezikov, eno je molitev v jezikih. To sta dve različne stvari. Če bom jaz zdaj v cerkvi ustal, pa vam začel pridigati v jezikih, to je narobe. Jaz ne moram vam govoriti o daru jezika. Razen, če ga bom prevajal. Lahko vam dan sporočilo o novem jeziku in pol z darom prerokbe, oziroma z darom prevoda razlaganja jezikov vam povem. Ampak jaz to ne delam, jaz grem raje direktno v prerokbo.
pač eni pa imajo to. Recimo Dom pa Linda, oni dva tako delujete včasih. Da ne vem, Linda da besedo v jezikih, Dom pa prevod. Ampak drugo je pa, ko mi molimo v novih jezikih. To pa ni, to pa jaz ne pridigam vam, to pa jaz Bogu lahko molim, pa mi ni treba prevajati. Razumete? In v cerkvi ne braniti molitve v jezikih. Ne braniti, lahko molimo v jezikih. 1. Korinčanom 14.5 želim, to Pavol prav, 1. Korinčanom 14.5 želim, da bi vsi govorili jezike. Amen? Vlada, da si odrešen, tudi če nikoli noč to, ker vlada, boš odrešen, ne biti pod obsodbo. Ampak meni se smilijo ljudje, ki pravijo, Maja, jaz nimam tega daru. Ja, nisi ga sprejel. Ga imaš tle na mizi, samo moraš pač ga odpakirati, da not, pa pol, da vam pride. Ne mi govori, da ga nimaš. Ne mi noben to ne govori, če si sprejel se. Okay? Kaj ga imaš. Amen? Amen. Kaj Pavel, še Pavel, želim, da bi vsi. A razumeš, da Bog ne gleda na osebo? No, rekel, ok, Klemno bom dal, konj je res bogi, pač videl pa ne rab, konj je pa ful pametna. Kaj bi ona zdaj še z jeziki, kaj ona z jeziki delala? Sam zmedana bo. Ona se itak lahko na svoj intelekt ful zanaša in ji bo vse v redu. Ne rab ona muči. Klemno pa rab, on pa bil pa čez izgubljen brez tega. Ne, a razumete, da ni logično, a je tako, to ni logično. Jaz še jehovcem, če pridejo kdaj k meni na vrata, dokler me ne spoznajo, pol nehajo hoditi. Ampak, ko pridejo pravim, bi res radi bili Jehovine priče. Rab je najprej molil v novem jeziku. Ki je rekel, sprejeli boste moč in pol boste moje priče. In pol pač položim roke in molim za njih, takoj. Preden rečejo ne, ker so naučeni, da je to odhodičo. Ok, idemo zaključiti. Prvo pismo Korinčanom 14.39. Govoriti v jezikih pa ne branite. Se pravi, se je že takrat to dogajalo. Že takrat so ene ljudi bo ful motil Sveti Duh v cerkvi. In bo motil, ker jim dela ne reki cerkvi. Sveti Duh je zelo nepredvidljiva oseba. Ti nekaj planiraš, on deluje drugače. Pol tam se če smejati, en se začne jokati. Razumete, cel kaos. Tam en začne doživljati osvobojenje, en dobi razodetje vsi sebe, iz enega se demon manifestira. Pa to je cerkev, kjer Bog deluje, haleluja. Je vedno not, ki še ne red, haleluja. Če ne, ti ne bi kaj komentirati, haleluja. Amen. Ti vsaj njih davčas, bod vesel. Če bi v cerkev, kaj sam klubce daš, ok, 5 minut je bilo to, 2 minut je to. Ok, haleluja, vse smo odklukali, gremo domov, ful veseli. Haleluja, to ni pol, Krščan center ni takšna vrsta cerkev. Mi imamo raje tako ful nered, pa da Sveti Duh deluje. Amen? Amen. In zdaj pač vmes bo tudi nekaj mesa, no vse Sveti Duh, razumete? To je nam jasno, ni vse zdaj ful. Ampak, kaj je zdaj? A ne odrežemo meso, pa nobenega več v cerkvi. Amen? Pa bo sam Sveti Duh lahko hodil, mi ne. Amen? Ker piše, da ne popolno prerokujemo, ne popolni smo cerkvi. To, koliko razumemo, to delujemo. Ampak ne bomo pa zdaj vse odrezali, zato ker nismo popolni. Amen? In kdorkoli, ne se bati, če imaš v cerkvi preložko besedo povejo. Lahko med slavljenem dobiš besedo od Boga, lahko priješ te naprej. Rečeš, glejmo, ne, imam besedo in polk je vmes premor, podeliš besedo, nekaj sprostiš v duhu. Amen? Lahko imaš sporočilo v jezikih, pol nekdo dobi prevod. Amen? To so duhovni darovi. Jaz si želim še več tega. V 1. Korinčanom 14 prav, dajte si ful želeti vsi, da bi prerokovali, piše. Amen? V bistvu piše, koprnite po duhovnih darovih. Ful, hrepenite po duhovnih darovih. Amen? Ne hrepenite po popolni cerkvi s popolnim programom. Amen? Po popolnim lajčovom, pa samci s tem. Ampak dajmo hrepeniti po duhovnih darovih. Amen?
Jaz verjamem, da Bog lahko, jaz verjamem, res, to se ne lažem, verjamem, da Jezus lahko letos nazaj pride. Ampak sam, če bomo mu dovolili, da pride v cerkev, da nas transformira in da pol mi gremo ven iz tle in okužimo cel svet. Amen. Jaz verjamem, da ko si izpolnjen Svetim Duhom, Jezus je rekel, počakajte, apostolska dela 1:8, da Sveti Duh pride na vas in kaj bo pol? Priča boste v svojem kraju. Priča si pa, kdo je priča lahko edino? Kdo edino je lahko priča na sodišču? Tako je bil tam, pa je videl. Nekomu je babica rekla, kako mora biti v cerkvi. Amen? Neko so ga tam 30 starešina obdelali, kaj sme pa ne sme delati. Ne, ampak tako je bil tam, pa je videl. Amen. On je prišel in je doživel moč Svetega Duha. Amen. In pol je šel ven in naenkrat ni več plašen. Naenkrat mu Bog govori. Naenkrat je luč v njegovih očeh. Amen. Naenkrat kamorkoli pride, se pržge v luči. Cerko, jaz sem toliko temno zgledal, prej sem Jezusa sprejel. Jaz sem imel tako lase do srede hrbta, tak bolj hipi sem bil. In jaz sem zažgal v slike, ko sem se spreobrnil. Škoda, ko bi lahko zdaj delo prej pa potem, tako pa meni super devel, jaz bi lahko imel luč pa tema. Cerko, jaz ko sem prišel k svoji prijateljci pol, ko sem 2 tedna bil spreobrnen, ko sem k njej na obisk prišel, jaz, ko me je najbolj poznala, ko sem bila najboljša frenda, jaz samo, ko sem med vrati tja stopil v njen stanovanje, je skoraj dol padel. Takšna svetloba je rekla, kva se ti je zgodilo? Ko ona nič imela, da sem se jaz preobrnil. Rekla, zgledaš kot angel. Amen. Amen. Kdo bi rad zgledal kot angel? Kdo bi rad, da ko nekam priješ, da te ljudje ne mogli prepoznati? Da bo rekel, Allahma, in kaj je hotla? Ja, še ona je hotla to. Haleluja. In potem sem rekel, sprejet mošejo se. To ful inteligentna oseba, nič si ni z mano prepiralo, a je Jezus, a ni Jezus. Ker bi videla v meni. To morajo ljudje videti in bo Jezus nazaj prišel v cerkev. Če bo ljudje letos videli Jezusa v nas, bo on nazaj prišel. Ker to bo šlo v cerkev. Pa min grede bo kakšen slep spregledal. Se ga boš po nesreč dotaknil, pa se mu bojo oči odprli. Cerkev, jaz sem enkrat to bil izpolnjen Svetim Duhom. Da sem laufal, da bom za eno osebo molil, ki je bila 50 let na vozičku, ki ni mogla hoditi, že od 3. leta je imela poleo bolezen. In jaz sploh do nje nisem prišel v cerkev, je skočila v luft in začela laufati. Jaz sploh se dotakniti nisem mogel v cerkev. To govorim, Haleluja, kdo je lačen moči? Cerkev, jaz sem še lačen tudi. In ne ti povem, ker je tvoj en sosed to sprejme, je pa to bojo vsi pri tebi doma. Amen? Vsi bojo hoteli vedeti, kaj se ti je zgodilo. Haleluja. Amen? In pa še rabiš moč skozi. Haleluja. Amen? Jaz verjamem, da je Jezus lahko nazaj pride. Ampak ne bo prišel, dokler ne bo evangelij kraljestva oznanjen v pričevanje vsem narodom. Pol pa pride konc piše. In kaj rabimo, da je evangelij pričevanje vsem Slovencem, kaj rabimo? Svetega Duha. Ker Sveti Duh pride v nas, potem bomo priče. Amen? Ker smo pa mi priče, pa Jezus nazaj pride. Amen? A nam lahko uspe letos? Jaz verjamem, da lahko. Imamo še 11 mesecev. Amen? Cerkev, ko hit je COVID celo Slovenijo okužil? Ko hit? Ni bilo Slovenca, ki ne bi vedel, kaj je to COVID. Eto. V parih tednih cerkev. Še celo mi smo za 2 tedna cerkev zaprli. Zakaj? Ker smo vsi vedeli, da COVID je pa smrtonosna kuga, ki nas bo vse ubila. V 2 tednih cerkev. V 2 tednih je COVID okužil celo Slovenijo. No, kakorkoli mu rečete, meni vse. Govorim pač o znamki. Tako kako Coca-Cola vsi poznajo, tako COVID vsi poznajo, razumete? Govorim samo o znamki zdaj, nisem specialist za bolezni. Ampak, in tudi nočem biti, ampak cerkev, ne Jezus tako okuži celo Slovenijo, amen? Ko bo šlo iz tebe v
svojega soseda, iz njega pol naprej in v tretjo, četrto, peto osebo, haleluja. Amen? Te 3 osebe, ki so bile tam, jaz mislim, da so me nekaj kontaktirale preko YouTubea. Mi, lansko let, smo imeli 3 krste, vse preko YouTubea. Ampak tako redki pol ostane v cerkvi, ne, če ste opazili. Samo te, ki tako bolj spletajo prijateljstvo z nami. Ampak cerkev, mi imamo 11 mesecev. Dajmo sprejeti ful moč. Dajmo pustiti svetlo v duhu. Jaz ne rečem, da zdaj pa na silo oznanjuje evangelij, ker boš imel še več sovražnikov, kot zdaj. Haleluja. Amen. Ste bolj še bolj izogibali. Jaz, ko vidim cerkev, da en mu ni všeč, jaz nam vanga silo. Jaz bom iskal njegovo potrebo. Jaz bom iskal, kje njega čevelj žuli. Amen. Lahko je čist nekaj neduhovnega. Nima veze, ker Sveti Duh ti bo dal odgovor. To je, on tako deluje, Sveti Duh. Jaz sem imel človeka, mi smo bili 3 najboljši frendi, še iz vrtca ven. In jaz sem vse 3 hotel, da pridejo k Jezu, pa nobeni pa šel v cerkev. Ampak ta en, Marko mu je ime, on je tako bil res, on je ful neki, tudi njegov oče je dekan ene ful znane univerze v Sloveniji. In on je tudi študiral biologijo, noto, detajle, ful inteligenten človek. In ko sem jaz prejel, sem je ful načel vero, ko je toliko mi spodbil vse, kar verjamem. In pa se raj nehal z njim družiti. Ampak cerkev, ko sem jaz poln moči do njega prišel. 2 let kasneje, rabil sem 2 let. Pa sem prišel do njega cerkev. Njemu se je trebuh začel tresti. In prav neroden mu je bilo. Kako sem z mano kregel? Ker jaz, ko sem se pogovarjal neumnosti, sem mu ni trebuh tresel. Ker sem pa začel jevati, pa sem in pol oba gledava njegov trebuh. In pol jaz malo govorim o njegovem pohištvu, trebuh se umiri. Pol spet začnemo jevati, In pol sem malo v vremenu, spet se trebuh umiri. Pol spet, kako rape so, Pol sem kaj, to je Jezus. In rekel, kaj je to? Se rekel, to je Sveti Duh. Ampak cerkev, jaz že, ko sem iz dvigalom gor prišel v 5. štuk, kjer imamo stanovanje, on me je med vrati čakal, ko veste, kako je v blokih, da ti vidiš, v kjer stanovanje moraš iti. In on tako vrate odprl, jaz sem bil pa tako, ko je zid tam. In ko sem jaz dvigala prišel, sem tako roko dvignil, tako pozdrav, in je nekaj stresal med vrati. Pa sem bil 10 metrov stran. Pa ga je stresal, pa je rekel, in že tukaj rekel, kaj je tukaj, no? Rekel, to je Sveti Duh. In sem bil ful vesel, ker jaz nič nisem čutil celo. Jaz nisem imel kurjo pol. Nič. Jaz sem pa pozdravil sam. Jaz sem prišel tako, ko... Malo je bilo še celo strah, če sem dosti pa pravil na konfrontacijo z njim. Ker jaz sem se oborožil za apologetiko in znanjem krščanskim. Zdaj sem že celo Biblijo prebral, razumete? Jaz sem bil zdaj že tako, sem že veliko vedel v krščanstvu. In sem rekel, zdaj pa upam, da imel to pravi odgovor za njega. Cerkev, jaz nič nisem rabil, sam roke sem ugotovil. Amen? To je moč. Amen? Amen. To je moč, haleluja. To je Sveti Duh, haleluja. Hvala ti, Jezus. Oh, haleluja. Dan and Ronka, you want to come up? We will help you pray. Simon, ti tudi lahko prijeti, da boš prevali. Janja, mogoče lahko malo sveta vam. Haleluja. Oh, haleluja. Hvala ti, Jezus. Oh, haleluja, Oče. Oče, mi hočemo biti potopljeni v moči Sveta Duha. Hočemo biti potopljeni v Sveta Duha. Haleluja. Molimo za svež krst v Svetem Duhu. Robo sendere belkindola bar sendere bel. Hiro bo sokotoro bo činkala. Oh, haleluja. Rečemo, kar rečemo, naj te spomni. Vorzni me. Povab Sveta Duha. Izpolna Sveta. Do nas, haleluja. Oče, tako, kad si izpolnil prvo cerkev, z tega svojo roko, Oče, znamenje in čudeži. Oče, naj bo evangelij pričal vsem Slovencem. Haleluja. Haleluja.
Haleluja, ne se bati Svetega Duha. V bistvu ti sploh nič ni treba narediti. Sam verjameš, sam rečeš mu, prid Sveti. Izpolni. Jaz sprejemam. Hvala, da si prišel. Hvala, da me vedno uslišiš, ko molim po tvoji volji. Vera sprejme odgovor, preden ga vidim. Zato se mu zahvaljujem. Prosga, da te spomne, pa se mu zahvaljujem, da on se če že moliš v jezik, lahko zdaj moliš v jezik. Če bi rad molil v jezik, pa da še ne moliš, ali pa da ti ne gre Bog na tako. Mogoče imaš sam kakšno besedo, enkrat na teden, ali pa včasih ja, včasih ne veš. Pol pridi danes naprej. Vse še več. Lahko pridi danes naprej.